vztrajno ponavlja, kako smo pripravili nerealen proračun, ne? In pa nerealne številke. Mi smo lanskem letu tudi dobili nerealen proračun, ne? In smo šli v krčenje in manjšanje primanjkljaja. In v tem trenutku je enostavno, smo videli, zdaj poraba se poveča, razlika se zapolni za večjo zadolžitvijo. In mi samo za nazoritev teh številk in pa resnosti situacije, nam so obresti od leta 2008 do danes narasle iz 300 milijonov na 830 milijonov. Če gledamo, da približno 8 milijard davkov zberemo na letnem nivoju, ne, to, ne vem, 22 milijonov to pride na dan, ne, iz tega vidimo, da smo mi leta 2008 15 dni plačevali za obresti, zdaj plačujemo pa že skoraj 40 dni, samo za obresti. Povečuje se nam na eni strani in tu govori, da mi ob 10% manjši ekonomiji, ki jo imamo zdaj za razliko od leta 2008, lahko še vedno porabimo 9,6 milijard, enostavno bomo morali s tem prenehati govoriti. In v tem delu, če gledamo, je zelo jasno, da je 8 milijard približno so ti tako imenovani te mehki odhodki ali pa slabih 8 vezani na stroške dela, transferje v pokojninsko blagajno, socialo. Od tam naprej pridejo potem obresti in pa nekaj investicij, ki so še zgolj investicije vezane na evropska sredstva in ve se, kaj moramo poseči. In to, če mi to hočemo, to nočemo in da je, ne vem, na začetku mandatov v tako resnih in zaostrenih situacijah skrajni domet, da nekdo od 4 milijarde za 37 milijonov zmanjša strošek plač, se pravi za 0,9%, pač ni resen in to. Zdaj, ravno včeraj smo imeli nekem skupu, kjer se na lokalnem nivoju zdaj čudijo to, kar je bilo sprejeto, da podeljujejo zdaj jubilejne nagrade, to je iz tega dogovora, morajo pogledati najprej, ali je posameznik član sindikata, ki je podpisal dogovor in vkolikor je član tega sindikata, mu pripada zdaj 20% večja jubilejna nagrada. To kdaj v sporazumu, ki ga je Virant podpisal s sindikati, je določilo, po katerem imajo javni uslužbenci, ki so člani sindikata, ki je podpisal ta dogovor z vlado, 20% večje jubilejne nagrade. Se pravi, policisti, ki niso podpisali, imajo 20% manjše jubilejne nagrade kot šolniki. In podobno je za solidarno pomoč. Zato imajo pa danes izredni sestanek. To so te perverznosti, ki se nam zdaj dogajajo. In dobesedno nekdo podkupuje v bistvu dobesedno sindikate. In to mislimo, to je eden tak, bom rekel... Ja, pa imate kakšen papir, da to pokažete? To je sporazum. Ja, ne vem, kje je ta sporazum, da ga vidimo? Sporazum s sindikate. Ja, ja. To je določilo dogovor med vlado in pa med sindikati, ki je bil paralela tega podpisa, kjer so za 37 milijonov recimo zmanjšali plače, na drugi strani. Ja, tam v tem dogovoru je ta zadeva. To so uslužbenci, ki so člani sindikata upravičeni do višje jubilejne. Tako je. Če je sindikat podpisal dogovor, se potem še gleda, če si član tistega sindikata, če nisi član sindikata, nisi upravičen, sicer pa v šolstvu, ki je podpisano, kdo je član SVIZ-a, je upravičen do 20% večji jubilejne nagrade. Ampak samo kdo? Člani sindikatov ali samo predsedniki teh sindikatov? Članstvo. Kakšne pa so to vrednosti? Jubilejne nagrade, ki so, ne vem, za 10 let, 20 let, 30 let delovne dobe, ob upokojitvi in podobno. Veste, to mi je SPL-ci, da taki nič ne vemo. Zato sprašujemo, ker nismo redno zaposleni. Recimo v vrtcu, kjer je občina tista, ki mora zagotavljati razliko v ceni za te plače, na koncu starši plačujemo to.